Ponedeljki na Valu 202, tudi poleti v znamenju imena tedna. Nekoliko prej sem omenil, da tudi poleti ne zmanjka dotoka svežih novic. Rok Koželj, niti kandidatov ne zmanjka, kaj ne dam? Tudi kandidatov ne. Oba sva bila nekdaj prekarca, ne Nejc? Dolgo je že tega, ampak bi bila vesela tudi takrat nekoga, ki bi si na ta način recimo prizadeval za izboljšanje njihovega položaja v tem primeru. Ime tedna. Ime tedna je Miha Blažič, splošni koordinator sindikata Zasuk, kjer so skupaj s sindikatoma Sviz in Glosa uspeli doseči sprejem uredbe o minimalnih standardih plačevanja. Brez izjem bodo veljali za vse javne kulturne zavode in javne agencije v Sloveniji. Pozdravljeni, Miha Blažič. Pozdravljeni. Morda najprej vprašanje o današnjem položaju prekarcev. Ne vem, kakšen je skupni imenovalec njihovih izkušenj in težav, zlasti če jih recimo primerjate s tistimi izpred desetletja ali dveh. Ja, problemi so takšni, kot so bili. Vemo, da se število prekarnih delavcev v Sloveniji povečuje, ne glede na to, da ves čas poslušamo o tem, kako naj bi se ta položaj počasi spreminjal. Danes nas je preko 100,000 takšnih, ki smo bolj ali manj sami sebi delodajalci in delavci. Zdaj ena majhna manjšina teh ljudi zagotovo živi v redu in v redu služi. Veliko število pa seveda se vsak mesec sooča z velikim problemom, kako pokriti svoje stroške delovanja, kako v bistvu sploh v svoji panogi vztrajati. In dejansko vidimo, da se ta način zaposlovanja širi sistematično na različna področja dela. Tako da dejansko smo v situaciji, ko če ne bomo delavci na nek način znali skupaj nasloviti ta problem, ne vem, kam nas bo to pripeljalo. Koliko ljudi bo dejansko imelo še urejeno bolniško, regres, da ne govorimo o tem, kdaj se bomo upokojevali in pod kakšnimi pogoji. In kakšne dolgotrajne oskrbe bomo morda deležni? To je tudi eden od primerov, ki jih izpostavljate. Ne? Pri samozaposlenih je tako, da bodo morali prispevati 2% za dolgotrajno oskrbo, medtem ko pri zaposlenih se to breme porazdeli med zaposlenega in delodajalca. Bo to vaš naslednji boj? Definitivno je to ena izmed stvari. Se pa v tem primeru natanko vidi, kako absurden je pravzaprav ta status prekarnega delavca. Ne govorimo samo o samozaposlenih v kulturi, ampak o vseh prekarcih, ki so sami sebi delodajalci. In da je to neka anomalija, ki praktično ne bi smela obstajati, razen v zelo mogoče majhnih nišnih primerih, kjer gre za pač neko freelance delo, ki ne more biti drugače organizirano. Sicer pa to, da imamo v tej državi toliko ljudi, ki so hkrati delavci in delodajalci, ki sicer ne zaposlujejo nikogar drugega kot sami sebe, to je pa ena zelo čudaška pogruntavščina, ki jo lahko pripisujemo samo, bi rekel, šparanju na račun delavskih pravic strani kapitala. Miha Blažič, ime tedna ste postavili v obrazložitvi, smo izpostavili sprejetje uredbe o minimalnih standardih plačevanja. Zdaj sprejem je uspeh skupnega delovanja. Lahko poveste, kako težko je bilo povezati sicer pogosto razpršene, izolirane, marsikdaj tudi usamljene ustvarjalce, ki v svojem delu pogosto vidijo tudi poslanstvo? Izjemno težko. Dejansko je bilo to, bi rekel, nek podvig, ki so ga poskušali v različnih oblikah sindikati že v večjih etapah. Zdaj se mi zdi pa, da nekako v obdobju po epidemiji, kjer je bil še posebej naš sektor zelo nekako prizadet, da je pa postalo nujno. In tukaj enostavno je bilo toliko ljudi po različnih koncih Slovenije v različnih poklicih, ki so ugotovili, da enostavno brez neke skupne akcije ne bo šlo več naprej. In tako je leta 2022 začela nastajati ideja o skupnem sindikatu. In ko so šli neki pozivi ven iz strani različnih akterjev, je bilo zanimanje zelo veliko in v bistvu smo ugotovili, da dejansko je samo vprašanje časa, kdaj bomo sindikat dejansko ustanovili, in so te stvari stekle kar hitro. Je pa dejansko, tako kot ste rekel, organiziranje v tem polju zelo zahtevno, ker kot vemo, prekarni delavci nimamo enega skupnega delovnega mesta, kjer bi se srečevali, ne vidimo se vsak dan v pisarni, skladišču, v trgovini in tako naprej, ampak se moramo nekako pač loviti po drugih kanalih, in da se lahko sestajamo, da se lahko usklajujemo.
in to predstavlja seveda eno veliko oviro, ni pa takšna, da bi se jo mogel ustrašiti in zaradi tega se ne lotiti. Ne. Je pač en tak logističen izziv, ampak mi skozi nekako to dojemamo, da orjemo ledino. Ne. In če smo mi zmožni to narediti, potem so tudi v drugih panogah delavci to zmožni narediti. In upamo, da bo to neka vzpodbuda dejansko za vse prekarne delavce, da dejansko, se da, v še tako razkropljenih panogah je možno, da pridemo skupaj, je možno, da se zorganiziramo, samo mora pa biti interes, mora biti volja in mora biti tudi neki predanosti strani ljudi. Morda za čim boljšo, neko širšo predstavo sprejeta uredba o minimalnih standardih plačevanja, koga konkretno zadeva, za kakšne profile vse gre? Ja, mi smo zelo zadovoljni, da to pokriva praktično vse zunanje izvajalce v kulturno-ustvarjalnem sektorju, se pravi pač tukaj govorimo o tako imenovanih ustvarjalnih poklicih, ne, se pravi kot nekdo, ki je slikar, fotograf, glasbeni izvajalec, igralec, ampak tudi podporni poklici, se pravi tehnik, lučkar, oblikovalec, vsi ostali, ki sodelujejo v tem procesu za to, da se lahko ta produkcija dejansko izvaja. Govorimo tudi o ljudeh, ki delajo zadeve doma ali pa na terenu, na različnih področjih, prevajalci, avtorji in tako dalje. Se pravi, zelo, zelo širok spekter je. Najbolj smo pa zadovoljni, da zadeva ne pokriva samo osebe s specifičnim statusom. Se pravi, ne gre samo za samozaposlene v kulturi ali pa kaj takega, ampak ne glede na status, javni zavod ne bo smel drugega zunanjega izvajalca plačati manj. Kako konkretno bodo novo uredbo občutili prekarci? Ja, mi smo v bistvu kar nekaj različnih delavnic naredili po Sloveniji z delavci v tem sektorju in smo nekako primerjali, koliko trenutno zaslužijo, koliko so dobili za zadnje projekte, kako bo pa šlo, kakšna bi bila ta plačila, če bi za njih veljala ta uredba, in praktično nismo našli človeka, ki se mu ne bi v bistvu njegov prihodek bistveno izboljšal s to uredbo, v nekaterih primerih celo za dvakratnik. Treba je vedeti, da tukaj v bistvu v tej panogi, tukaj pa smo mogoče pač malo unikum, veliko ljudi za javne zavode opravlja dela zastonj ali pa za res smešno nizko plačilo. Zato, ker potrebuje reference, zato, ker je nekako pač velja neka nuja, da sodeluješ z nekimi takimi institucijami, zato, da boš prepoznaven, pa tudi, da boš lahko dobil status samozaposlenega. Skratka, je to taka praksa se je začela razvijati dolgoletna, da so ljudje za zelo majhen denar, pa celo za noben denar bili pripravljeni sprejemati tako delo. Tako da tukaj, da imamo zdaj urejene minimalne standarde, je bistvena izboljšava. In seveda se začne vse pri javnem sektorju. Če javni sektor ni pravičen plačnik, če oni ne cenijo delo, kako lahko pričakujejo, da bodo tudi v bistvu v zasebnem sektorju in drugod plačevali. Prav zdaj se je treba postaviti en pozitiven zgled, ene skupne standarde in jih potem v bistvu pač uveljavljati in širiti čim širše. Ja, in treba je tudi zagotoviti nek nadzor, da se bo ta uredba dejansko izvajala, da ne bo to ostalo samo nekaj na papirju. Na kakšen način zagotoviti, da bo to dejansko zaživelo v praksi? Recimo bil je primer, da bo namreč uredba določa tudi minimalno začetno višino plačila. Naprimer, pri delih manjšega obsega trajanja, primer fotografa, ki gre na dogodek, fotografira in tu je zdaj zagotovljeno, da bo plačan tudi za vse tisto, kar sledi za nekakšno postprodukcijo, torej obdelavo, razvijanje, izdelavo fotografij. Kako zagotoviti, da bo to dejansko dobil vse plačano, da se ne bo potem kje drugje našlo kakšne luknje, kakšnega obvoda? Tako je, to je zelo dobro vprašanje. Ena ključnih stvari, pri kateri smo vztrajali do konca, je to, da mora biti minimalna količina ur, za katerega se najame zunanjega izvajalca, en delovni dan, 8 ur. Se pravi, tak standard, ki ga imamo pač pri vseh drugih poklicih, tako z naše strani kot strani ministrstva, ko smo pregledovali, koliko ljudje delajo, za kakšne stvari so najeti in tako naprej, bomo videli, da nihče dejansko za neko upravljeno delo ne porabi manj kot 8 delovnih ur, kvečemu več. Ne. Tukaj je pa veliko enega dela, ki nekako ne ostane zabeleženega. Se pravi, pač glasbenika, ki ga gledamo na odru 2 ure, seveda se je mogel tja pripeljati, opraviti tonske priprave, vse postaviti,
pospraviti, opraviti intervjuje in tako naprej. Dejansko iz prakse vemo, da velikrat po 16 ur in dlje traja dejansko delo za en tak nastop. Ne. Tako da smo rekli 8 ur minimum in seveda lahko pričakujemo, da bo tukaj prišlo do raznega, recimo temu, izmotavanja iz strani delodajalcev. Plačevanju zasukove minimalke se ne bojo mogli izogniti, ne? Lahko bojo pa poskušali, da jim ne dajem tukaj sicer v eter kakšnih idej, ampak vemo, da so namazani z vsemi žalbami, zagotovo bojo poskušali recimo zmanjšati število ur, ne? Bojo rekli, no saj nisi zares za postavljanje te razstave potreboval pač 3 tedne, ampak samo 1 teden in tako dalje. Tukaj bo svojo vlogo moglo opraviti Ministrstvo za kulturo in tudi pač pristojne inšpekcije. Seveda, daleč največ pa je na strani nas, samih delavcev, ne? Koliko bomo mi v bistvu znali postavljati meje, koliko se bomo mi izobraževali o zasukovi minimalki, kaj to pomeni za naš delovni proces, kako si beležiti ure, kako bomo pri nekih teh novih enotnih standardih ustrajali. Ker če ne bomo, smo lahko prepričani, da ne bomo dobili tega, kar nam pripada. Ne? Se pravi, zdaj naslednjo fazo tudi vidimo kot eno obdobje izobraževanja. Mi bomo definitivno kot sindikat organizirali veliko enih izobraževanj za delavce v sektorju in definitivno bo tukaj na nas, da ne samo sami ponotranjimo pač te nove prakse, ampak tudi, da jih delimo z drugimi kolegi, ki delajo v sektorju, pa tudi v drugih sektorjih nazadnje. Ne. Mislim, da smo zelo, ko bi rekel, površni pri tem, da si štejemo naše ure, da vemo, koliko časa gre v nek projekt in da znamo pravilno ovrednotiti, koliko to traja. Ne. Vemo, da ko pride električar na dom, ne bo niti 20 minut v bistvu porabil dela, ne da bi imel za to zelo konkretno tarifo postavljeno. Ne. Za nas je pa to, bi rekel, v luftu. Ne. In zdaj mislim, da ne sme biti več in da moramo znati na enak rigorozen način v bistvu te pravice uveljavljati. Kot ste rekli, ni enostavno, da pa se dolga pa bo najverjetneje tudi za spreminjanje percepcije v javnosti, kaj delo pravzaprav sploh je. Oziroma, kaj vse je delo. Res je. Dejansko ena stvar, ki nas zelo boli, je, da delo v kulturno-ustvarjalnem sektorju velja za, ko bi rekel, ali hobi, ali neko ljubiteljsko dejavnost, nekaj, kar seveda lahko je, ampak predvsem nekaj, kar se dela iz ljubezni, ne pa kot poklic in ne kot delo, ki mora biti ovrednoteno enako kot ostala dela. Ne samo, da se zanemarja to, da je v tem sektorju tudi ogromno, spravi tako imenovanih podpornih poklicov od tehnikov, oblikovalcev in vseh ostalih ljudi, tudi takih, ki konkretno fizično garajo, ampak tudi pri vseh ostalih pač delih upravljanja teh poklicov jih ne povezujemo z delom kot takim in jih zato tudi tako ne ovrednotimo. In se mi zdi, da je velik del tega problema je tudi, kako nas država sama prezentira. Češ vi umetniki ste pa nekaj posebenega, vi ste pa, bi rekel, pač neka duša naroda, vi ste v bistvu nek temelj naše civilizacije in tako naprej. In v bistvu naše sporočilo od začetka ustanovitve sindikata je, ne, mi nismo čist nič posebenega, mi smo točno taki delavci kot vsi ostali v državi. Nobeno naše delo ni vredno več ali manj, pač ampak verjamemo, da vsako delo, ki je opravljeno, ima svojo vrednost in mora biti v bistvu cenjeno in mora biti pač pošteno plačano. In tukaj se mi zdi, da je nek tak zasuk, ki ga prinašamo, tudi to, da mi ne jemljemo ustvarjalcev ven iz sfere dela, ampak obratno, mi mislimo, da moramo biti z drugimi delavci povezani, se podpirati in na nek način iskati, kje imamo te skupne točke, kje se skupaj borimo in vidimo, da je teh točk zelo veliko. In tudi fajn je, da se povezujemo, zato smo tudi vstopili v zvezo sindikatov, zato smo v konfederaciji z Sukom, z Gloso in smo tudi sodelovali z Svizom pri teh pogajanjih. Se pravi, pač to vidimo kot en skupen delovski boj, nikakor ne samo boj ene peščice umetnikov. Samo od pohval se bolj klavrno živi, Anada. Miha Blažič, imeti na Valu 202, splošni koordinator sindikata ZASUK. Upamo, da bo v praksi vse tako delovalo, kot je zapisano tudi na papirju oziroma v uredbi. Hvala za pogovor in srečno želim. Hvala lepa, enako. Srečno.